Rezerviraš si apartma za 2 osebi. Kupiš letalski karti za dopust v sončni Španiji in po napornem letu je vse, kar hočeš, majčken miru, mogoče kakšen power nap, ti pa prideš v apartma, ki izgleda takole. Eksotika. Ogabni ostanki hrane, smrdeča, nepomita posoda, mivka in lase v tuš kabini, nepobrisana miza, razmetana dnevna soba in spalnica in še bi lahko našteval. Eksotika. Jaz sem mislil, da sva prišla v napačen flat, saj tle je ena svinja noter, ampak ne, to je bil najin apartma. In tako se je lahko najin dopust končno začel, ja, noro. Obvestila sva lastnika o situaciji in se odpravila na sprehod proti centru mesta, da poprava ta grozen prvi vtis. Prvi koktejl, prvi tapasi, o prihodu nazaj pa sva končno prejela čist apartma. Res je vroče, 32 stopinj, but it feels like 37, zato ker tle je 64% vlaga in ko prideš iz apartmaja ven, to te zaštiha v glavo direkt. Ja, ne vem, zakaj sem začel z jamranjem, ampak smo v Alicanteju. Po vsej verjetnosti prvič slišal za to mestece, bi rekel, ne? Tudi jaz sem prvič slišal za njega še kakšen mesec nazaj in glih zato sem se odločil, da grem letos na dopust mačkam drugač, nekam, kar ne hodi glih navaden sleherni turist. Vsi poznamo Valencijo, vsi poznamo Seviljo, Barcelono, Madrid v Španiji, ne? Ampak Alicante, o tem pa res nisem slišal dosti, zato sem se odločil, da grem. Tako. In jaz kot krat snemam, ker mi ni težko kaj posnet, ker se zabavam takole, ker snemam vloge, sem rekel, ajde, da vam to tudi pokažem. Pa da konec koncev mogoče tudi kdo izmed vas pride in obišče to obalno mestece tukaj pri Mediteranskem morju. Če imaš pa trafiko na plaži, se pa tole kar vrek splača, ne? Jaz sem si enkrat tegale poroščal, mislim, da kar sede k temule vzdušju. Poznamo ta zvok, ne? Zdaj sem v Šparu vzel še tele čupa čup z bombone. Oranžnega. Mačkam za tabo pride tale okus, kaj vodka pa tekila. Ni izrazito okus. Mogoče so pa to kakšni pit bomboni, pa jaz ne vem. Dosti je, na. Je pa včasih fajn izklopiti Google Maps, ki si v takih mestecih, zato da se malo zgubiš in naletiš na kakšno znamenitost, ki si jo drugače ne bi ogledal. To se je zdaj tudi meni zgodil. In zagledal sem tole baziliko Santa Maria, ki je v bistvu najstarejša delujoča cerkev tukaj v Alicanteju. Zgrajena je bila pa v valencijskem gotskem slogu med 14. in 16. stoletjem. Sem si dobro prebral tole literaturo na spletu, a ne? Kakor sem Alicante začutil v slabem dnevu, gre za eno tako zgodovinsko sredozemsko pristanišče, imenujejo ga tudi biser Mediterana, ki se nahaja v valencijski skupnosti. Od Valencije je v bistvu oddaljen slabi 2 uri oziroma 150 km. Ima pa Alicante zelo ugodno podnebje. Prebral sem, da ima sonce več kot 300 dni na leto, se pravi, se lahko skozi cel let ukvarjaš z različnimi aktivnostmi na prostem. Najbolj pa vabijo seveda tele peščene plaže, tale za mano je pa Playa del Pastiguet. Pa še to, da boste imeli malo feelinga, za koliko veliko mesto gre. Po podatkih iz leta 2023 ima mesto slabih 350 000 prebivalcev. Če ga primerjamo z Ljubljano, sta si zelo blizu, ker Ljubljana jih ima pa slabih 300. Je pa to mesece mogoče veliko bolj urbano in mestno, kakor je naša prelepa zelena Ljubljana. Zdaj pa še na en tak mini razgledič pogledati, ki sicer ne bo toliko veličasten, kakor tistle tamle za mano, ki bova šla jutri. Ampak je tako za prvi vtis, da mačkeno vidiš mesto druge perspektive. Evo, tole je en tak mini razgled Alicanteja proti celini. Tole je pa še razgled proti morju. Tamle so
3 hoteli. Zraven teh hotelčkov pa je tudi na peščena plaža, kjer smo bili prej. No, če gremo pa od te plaže še malo bolj levo, pa vidimo tale veličasten grič, ki sem ti ga prej malo nižji kazal. To je Santa Barbara Castle, se pravi grad na vrhu griča, ki je več o njemu pa mogoče ker jutri, ki imamo v planu, da ga pogledava. Čeprav smo že zdajle nekako na tej poti, ki prideš do tega gradu, na koncu bova kar zdajle gor šla. Zala je že tamle. Ej, pa kam greš ti? Kaj hočeš že zdajle gor? Zdajle greva gor. Rekla sva jutrno, pa ne zdajle. Takole je pot, kakaj kitajski zid se vije. Jo, tlele pa ta trava. Jo, kače. Vrhunsko od mene teče k prnorcih. Korak sva imela lepši razgled na potki in pa sva se odločila, da greva kar na vrh in evo ga, Santa Barbara Castle oziroma grad. Tole zna biti številka 1, ki si jo moraš ogledati v Alicanteju. In še hitra, kratka zgodba, od kje je ta grad dobil ime. Ime je dobil od dneva, ko je bil zavzet od Arabcev strani krščanskega kralja Aflonsa X. Zavzel ga je 4. decembra leta 1248 in izkazalo se, da 4. december dan Svete Barbare. In evo, odtot tudi ime tega gradu. Se pa tale grad nahaja na vrhu gore Benacantil, na vrhu skale, ki je visoka 166 metrov nad morjem, tako da je kralj lahko opazoval celotno moče, tako na celini kot tudi na morju. Kako nobel tunel. To je v bistvu tunel, ki prideš do lifta. Do lifta, ki te pa lahko pripelje gor do gradu, ampak ne, midva sva šla pa peš in pa se midva čudva, zakaj sva midva čisto mokra, čisto zašvicana, ostali pa vsi tam malo na zgledu, gledajo se, slikajo, jaz pa tle, kada sem z bazena prišel. Je pa še nekaj res, da je za gor plačati, sicer za penzioniste za ston, za dole pa za ston, tako da sva v bistvu dobila idealno možno kombinacijo. Čez dan mi res ni do praženja na teli plaži, ampak zdajle bo pa pasa. Na večerjo pa nujno na ene tapase pa dober film. The cheese, the buffalo, the chicken nuggets. Ja, da bi v Sloveniji to hitro kelnari zaključili, bi bila tudi majka za vas, po moje. Tele so rekli, zadnji krožnik tapasu, bam, tako računanje, si na mizo, vsi plačevali, vsi ven, nema tle trte mrte. Gledam in se čudim, kva so pa te gobe tle. Kaj si, Korel, a si v redi? A me gledaš ali mene? Imamo tudi kučice, ne no, dej, pet ven, pet. Who am I? I'm the greatest. Who am I? I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She tastes flavors. A boš piskal? Dobar je. Danes so se pa malo bolj pripravila. Mala pa tudi tele, evo, skirojčke. Včeraj smo naredila 20 km in je bilo kar naporno. Sem zaspal kar cucek, tako da za dan so pa rekla, oziroma za vse dni do konca so pa rekla, bo še tele eskiroje vzela. Čak, najboljšo pridobitev pa sploh nisem pokazal. Evo ga, to je ni Ferrari, je pa Fiat 500. A kako se je tale rdeča strela obnesla med vožnjo, to je druga zgodba, druga priča. Za hrib glih ni, ne. Za dolino je pa bilo, smo pa tudi kakšnega S6 prehiteli, na primer. Zapeljala sva se
do tega mesteca, ki se imenuje Via Joyosa. To je mestece, tukaj le isto po obali, 30 km stran od Alicante. In odločila so se, da si bomo ogledala ene zgradbe, ki so tako lepo pisane za povrstjo, mačken bolj, kako bi rekel, instagramable, se tako reče, recimo. Pa se bo pa spet malo zgubila, pa poiskala čar tega mesteca. Evo, prišla sva do tele plažice v mestu. Zdi se mi, da je veliko manj ljudi, kot v Alicantiju. Mogoče tudi taka ura, da imajo glih siesto, se pravi kratek dremež. Ponovadi imajo to okoli 2 do 5 popoldan v toplejših krajih. Tole za mano so pa v bistvu te barvite stavbe, ki so si jih želela videti. Nova lokacija. Dobrih 30 minut sva šla naprej od tistega mesteca in zdaj greva na ene slapove, ki se imenujejo Font de Ilaigar. Videla sva, da je zelo lepo in v njih se da tudi kopati. Vidim, da je tudi ful turistično. Zdaj si bomo pa malo gledali, kaj nam tale destinacija lahko ponudi. To gre v bistvu za eno območje, ki ima več slapov, da bi rekel, da bi šel Sočo pogledati, sem da je Soča lepša kot tole, pa da je tlele ogabno preveč turistov. Ko sem prišla, je bil tako človek na človeku s človekom, o človeku, ne vem kaj še, vse v glavnem kasardele. Pol pa nastalo takole vreme, še zmer malo grmi, marsikdo se je postrgal proti avtu in jaz sem se odločila, da nisva s cukra in še kar ustrajava. Voda je zelo mrzla, zato to taka reakcija in zdaj bo fasal. Tako, tole pa čist ob nepravem času. Tole so v bistvu Japonke papuči priporočljivi, ker drugač se lahko hitro ubiješ. Dej, natakem se že. Jo! Ja, ne, vrhunsko, vrhunsko. Jo! To je to od teh slapov. Na začetku je ful slabo kazalo, ful mi ni bilo všeč zaradi gužve. Pol se je pa vreme mačkeno spremenilo. Ljudje so šli počasno tudi zapirati začeli, tako da se je poznalo, da je bilo manj ljudi in ker je bilo najmanj ljudi, sva šla na najboljšo atrakcijo in tam sem bil pa ful zadovoljen. Tako da, če potegnem črto, če si tle se splača videti, tako bom rekel. Dobro jutro, sploh še nisem opazil tegale ogledala v našem apartmentu. Greva malo na skiro, pa bo pa že sprot videla, kako pa kva. Ker sem bil pa že grozno frizuro, so pa rekla, da me greva ostričiti, ker tole ne pele nikamor. Čist drug slog, ne? Zdaj pa tudi meni mrda malo manj vroče, ali kva praviš? Mrda ne bom več toliko švicov. Tukaj so se za minutko ostala tudi senčki pri priljubljeni tržnici, največji tržnici v Alicanteju, kjer lokalci ponujajo lokalne izdelke, kot so morske sadeže, sir, kruh in tako naprej. Njena posebnost pa je prav ta stavba, ki je res veličastna in lepo za pogledati. Je pa mesto Alicante tudi zelo zeleno mesto, moram reči, veliko parkov sva videla in v vseh teh parkih pa najdemo eno prav posebno drevo, avstralsko figo. Ima zelo zanimiva debla, ki jih bom pokazal, evo, zdaj se posnetek vrti, zelo debela debla. Tole pa je plod avstralske fige in po domač bi jaz rekel, kaj je ena taka divja smokvica. Explanada de España, promenada, sprehališče, najbolj priljubljeno sprehališče tukaj v Alicanteju, 600 metrov dolgo, tukaj le tik ob pristanišču, po tleh pa položen zelo lep mozaik, ki predstavlja valove v Sredozemlju. Na promenadi najdeš tudi prireditveni prostor, kjer se odvijajo različni dogodki, najdeš pa tudi različne štante, kjer lahko kupaš spominke, obleke in tako naprej. Že zdaj je zelo zanimiv, zelo privlačno za videti, ima pa tudi po noč po moje prav poseben čar, tako da mislim, da bova šla še enkrat danes zvečer. Spet kupuješ? Ne, še lepo. Kje so ti všeč? Spet sva se malo za nalaz zgubila, šla sva v stari del mesta Alicante. Ful imajo lepo vse v krancah, ful je lepo vse v rozcah, prevladuje pa modra barva.
Mamma mia, you love your job. You are the perfect barman. Lamborghini. Say hello for Slovenian people. Slovenia Lamborghini no expensive. 2 euro in Spain. Lamborghini. Pri nam, na primer, se kuhne zaprejo kdaj? Takole v restauracijah, v 9, 10, max. Sploh ne vem, če kje v 10. Tukaj, v Alicantiju, nočno življenje se šele začne. Zdaj ura 11, nobenega problema, kuhna dela, terasa je polna ljudi. Tisti gap, ki ga naredijo popolne iz siesto, v bistvu nadoknadijo in imajo mačken kasnejše večere. Lej, tukaj je, zdaj ura je 11, terasa je polna, ljudje šele naročajo, tako da tole se zna zaleči dolgo noč. Mislim, da imajo kuhno odprto do polnoči ali pa še ne. Ob paeli imamo pa tudi tradicionalno špansko pijačo, sangria. Osnova za sangrijo je vino, sadni sok in žgane pijače, ime pa izvira iz besede sangre, kar pomeni kri. Pa tole bi še rad izpostavil, ta kelner je bil taka legenda, fulezno dober z ljudmi, fulezno dober prodajati. Midva so hotela iti mimo te gostilne, ampak naju je res prepričal iz svojo energijo, svojo animacijo in jaz mislim, da te večerje ne bom nikoli pozabil, glih zaradi njega. Se boš najedel? Bom, zato ker nisem vajen zajtrk pojesti, bo to reči za dost. Španska omleta, če bo rekel. Če imajo pa kaj v tem mestu, je pa definitivno to, da imajo super zrihtane coffee shope, pekarne, slastičarne. Noter najdeš take stvari, ki jih lahko z očmi poješ. Vsako stvar občuduješ, gledaš, kako je to sploh možno narediti. Ali pa sem jaz tak feeling, ne vem. Dvakrat sva šla v en coffee and cocktail bar Santa Gloria, ki nama je priporočil taksist, ki naju je pripeljal iz letališča do apartmaja. Take momente, ki imate stik z nekimi lokalci, dajte zmeraj izkoristiti za čim več vprašanj, da dobite čim več informacij. In on je rekel, ja, Santa Gloria, this is place to be, you need to go there, the food is mamma mia, bla bla bla. Valjda, jaz sem si to zapisal in evo, dvakrat sva šla tja. Polka sva šla tja, sva vprašala kelnerco, kje imajo dobre tapase in so bili v bistvu 200 metrov stran in tapasi so bili vrhunski, experience bil vrhunski, tako da če imate stik z nekim natakarjem, lokalcem in tako naprej, dajte to izkoristiti za neko uporabno informacijo, dajte se z njimi zabavati, smejati in tako naprej, spoznajte koga. Sledila je še pot domov, takole pa sva iz letala opozovala čaroben sončni vzhod. Jaz bi rekel, da je Alicante zaenkrat še tak skriti biserček Španije, nisem dobil tistega feelinga, da bi bil res masovno oblegen s turisti. Midva sva šla zgolj za 4 nočitve in izkazalo se je, da nama je bilo čist premalo, ker v bližini izven mesta je še en kup lepih kotičkov, ki so vredni ogleda.